Lestvico začenjamo s tako rekoč najboljšim med najslabšimi. Omenjenega naziva se lahko razveseli domišljijski akcijski spektakel Spopad titanov. Worthington brez trohca karizme, ki ga je odlikoval Terminatorju, neprepričljiva in predvsem nič kaj grozna pošast Kraken, ter niti vzorec magije, ki je navduševala v izvirniku iz leta 1981, so samo največji razlogi, zakaj je film razočaral tako gledalce kot tudi kritike. Na 9. mestu se nahaja romantična komedija Rezervni načrt. Verjetno najslabša filmska vloga Jennifer Lopez po Gigliju. Svojo vlogo je namreč odigrala, kot da je film zanjo v pravem pomenu besede le rezervni načrt, s katerim si krajša čakanje na kakšen boljši projekt. Rezultat je seveda predvidljiva, šibka, klišejev prepolna komedija, ki preprosto ne navduši. Jonah Hex je potepuh z brezgotino in lovec na glave, ki je premagal smrt. V prekratkem, zbeganem istoimenskem filmu preseneča samo igralska zasedba, v kateri najdemo tudi legendi, kot sta John Malkovich in Josh Brolin. Največja skrivnost pa ostaja, kako sta se lahko omenjena veterana sploh znašla v filmu takšnega kova. Lovec na glave, Mila, mora poiskati in pred sodišče privesti svojo nekdanjo ženo Nicole. Zgodba filma vam ne bo predstavljala nikakršnih izzivov, še več, svoje možgane lahko brez skrbi preklopite na stand-by fazo. Gerard Butler, tebe pa prosimo, če se lahko v prihodnosti izogibaš romantičnih komedij, saj ti leti več kot očitno ne ležijo. Na 6. mestu vam odsvetujemo animirano igrano akcijsko komedijo Mačke in psi, Maščevanje gospe Muce 3D. Premeten in zloben mačji agent želi na svojo pest zavladati svetu, zato v prvem delu še zanimivi in zabavni pas in mačji vohuni sklenejo premirje. V primerjavi s svojim izvirnikom dosti bolj blebetavo in kaotično nadaljevanje boste hitro pozabili. Letos je svojo filmsko predelavo dobil stripovski štirinožec Marmaduke, ki velja za eno najbolj poznanih dog na svetu. A kot že ničkolikokrat se je tudi ta prenos priljubljenega junaka iz papirja na film izkazal za zelo slabo idejo. Kljub temu, da se zavedamo, da je film namenjen najmlajšim gledalcem, smo mnenja, da si le-ti zaslužijo boljše. Domišljijska akcijska pustolovščina Zadnji gospodar vetra je v bistvu, če ne upoštevamo nedodelanih junakov, zmedene zgodbe in slabe akcije, na pogled čisto lep film. Pustolovščina mladega Anga, ki zna upravljati z mogočnimi silami narave, se je na koncu izkazala kot eden najresnejših kandidatov za zlate maline. Trojico najslabših začenjajo Morilci. Romantična komedija z nekoliko akcijskim pridihom se trudi biti smešna in kul, a ji to ne uspe niti za minutažo kakšnega povprečnega kratkometražnega filma. Scenarij je milo rečeno neumen, kemije med glavnima igralcema Ashtonom Kutcherjem in Katherine Heigl pa ne bi našli niti z mikroskopom. Edino, kar je na filmu dobrega oziroma konkretnega, je izbor naslova, saj je film res naravnost objavski, a le do vašega dragocenega časa. Tik pod vrhom našega seznama pa se znašel Brendan Fraser z družinskim filmom Kosmato maščevanje. Lokalne gozdne živalice se oprejo nepremičninskemu razvijalcu, ki bi rad njihov dom spremenil v stanovanjsko naselje. Primerno vprašanje po ogledu filma bi se verjetno glasilo, ali res tako zelo primanjkuje družinskih filmov, da lahko izidejo tudi skropocala, kot je to. Na prvem mestu pa se je znašla Zobna vila. Film je sila nenavdušujoča komedija o hokejistu Dereku, ki se je nekega dne prisiljen odpraviti na misijo zbiranja izpadlih otroških zobkov. Ob tem, da v seriji smešne vragolije Dwayna Johnsona lahko preštejemo na prste ene roke, je treba dodati, da slednji oblečen balerino ni niti malo smešen sam po sebi, kot so verjetno pričakovali ustvarjalci. Resnično upamo, da se kje za kakšnim kotom ne skriva še film Velikonočni zajček.